Pozdravljeni v novem tednu in novi oddaji Kulturni raport. Amatersko gledališče se je preselilo v profesionalno gledališče. Skupina dijakov Gledališke šole Talija, ki je v letošnjem šolskem letu ustvarjala pod mentorstvom Urške Brdaškja-Morato, se je namreč svojo zaključno predstavo Srečališča predstavila v mali dvorani Gledališča Koper. Prisluhnimo, kaj so povedali dijaki pred odhodom na oder, nato pa si poglejmo predstavo. Uživajte v ogledu. Predstava Srečališča so zgodbe, prostori, kjer se razkriva lepota in kompleksnost naše skupne človečnosti. Liki se v prepletu zgodb srečujejo z družbenimi oznakami, kategorizacijami in stereotipi, ki jih določajo. Ker te površinske oznake ne zajemajo bogastva izkušenj, čustev in hrbenen posameznika, se junaki ne počutijo razumljene, slišane in sprejete. Naključna srečanja jih prisilijo, da pokukajo pod površino in prepoznajo, da pod pokrovom leži skupna temeljna človeška bit, ter da so skupne točke veliko močnejše od razlik. Boste videli eno mešanico emocij in malo crazy najstnikov. In pol bomo v bistvu videli, kako da smo vsi drugačni, ampak na koncu se imamo vsi radi. Zato, ker ne glede na drugačnosti in težave, ki jih imamo, rabimo človeške povezave. Kakšen lik ti igraš? Jaz sem najstnica, ki je full insecure in si kupuje followerje na TikToku in na socialnih omrežjih. In na koncu v bistvu me razkrinkajo, da to delam. Ima tvoj lik kakšne podobnosti ali pa razlike s tabo, take bolj očitne? Mogoče ja, malo sem vseeno bolj girly, se ful mi všeč šminkati in tako. Je ful zloben moj lik, tako da ne mislim, da karakterno nič ne. Imaš kaj treme? Ne, to je moj v bistvu zadnji nastop in obiskujem gledališko šolo, odkadar imam 6 let. In ne vem, vedno imam tipo malo ansijo pred nastopom, pero potem je vedno vse ful v redu. Ok, Tine, danes igraš v predstavi, vidim, da si edini fant med puncami. Kako se kaj počutiš, kakšna je dinamika v bistvu z vsemi temi puncami? Imam občutek, da bolj povezujem like lahko, zato ker sem edini moški, fant. Kakšen pa je tvoj lik? V bistvu sem piflar in športnik. Kako pa je potekal ustvarjalni proces in vaje za predstavo? Ponavadi začnemo z odločenjem za temo in potem improviziramo glede na to temo in potem napišemo scenarij. Kaj je bil zate največji izziv? Najbrž bo predstava, ki je še zdaj. Moj lik je športnica, ki želi dosegati najboljše uspehe in želi narediti starše ponosne in zaradi tega v bistvu jemlje nedovoljene substance. In je spet tako fejmička diva in na koncu se tudi zaljubi, ampak noče pokazati te ljubezni drugim njenim prijateljcem. Si se lahko vživela v lik ali si imela kakšne težave? Za določene prizore lažje kot za druge. Naprimer, ne vem, ko imam prizor, ki moram še zraven delati gimnastične vaje, je še toliko težje, ker moraš oboje se vživeti, delati zraven vaje in tekst, vse naenkrat. Ampak drugače se probam čim boljše vživeti v vlogi, tako da nekaj mi rata, nekaj pa malo manj. Polna dvorana je po predstavi požela močan aplavz, saj so dijaki uspeli prikazati kompleksnost interakcij in publiko tudi večkrat nasmejali s komičnimi elementi. Poglejmo, kako so se odrezali. Moj bog, kako so morilske te stopnice! Kaj si v redu? Pa zakaj na noben na tej šoli se ni mogel smisliti, da bi imeli en lift? Za 4 nadstropje imamo mi na treningih za vodno ogrevanje. 5 nadstropij in res so morilske. Ja, ko smo ravno pri tem. Katera je zadnjič kadila tukaj? Jaz ne kadim, šparam ključa za treninge. Jaz pa jih izkoriščam za življenje. No, katera je bila 1, 2 ali 2, ne? Kaj je prišla tista naša piflarska vohunska sošolka do mene z njeno znamenito frazo I'm watching you! Ja, to ja.
Dvignila gor plastično vrečko, dokaz številka 1. Veste kaj bom, ne? Cigaretne gore. Nakazala je na ta balkon. Sem rekla, da nimam pojma, o čem govori, ne? Ampak kaj se nismo zmenili, da pobiramo za sabo. Kaj, smo se, ne? Ja, smo se, ja. No, katera je bila? Ja sem no. Sej. Kdo pa drug, ne? Kaj če bom povedala, da hodimo sem gor? Prvič, kajenje v šoli ni dovoljeno in drugič, tukaj smo na prepovedanem območju. Poglejte mojo zadnjo objavo! 1800 like! V dobrih 2 mesecih imam kar 1200 novih followerjev. Pa kakšna carica si ti pa to super! Veš zakaj? To je zato, ker objavljam strast, reality, čustva, dobre zgodbe. Vidiš, kaj pravujejo ljudje? Jaz mislim, da bom kar šla. Reva! Jaz tako ali tako hodim sem gor, da vam delam družbo. Jaz nisem odvisnik in gimnastika je resen šport in jutri imam državno. Vi, samo prosim nekaj, ker od nas štiri si ti najbolj odvisna. O čem govoriš? Ja kaj, sej tudi od športa si lahko odvisen? In od družbenih omrežij prav tako. Matej, kaj so zdaj klepedarije? Ne bomo pustili tej vohunki, da nas izsiljuje, pa dok sploh misli, da je ona. Smo pač rekli, da bomo hodile sem gor, zato ker prepoved velja samo v šoli in tukaj smo zunaj in nismo notri, zato bomo tu gor hodile. Odvisno z katere perspektive gledaš in kot sem rekla, sem gor in prepovedano hodi. No, dej, ker ste lahko malo bolj tiho. Okej. Bomo pa tiho. Pa kaj je čik? Kaj jih nimaš danes ti? Si rekla, da jih ti danes prineseš? Pridem gor, da si končno prižgem ta čik in nobena nima čika. In bo to tisti tvoj pifrček, ki je bil zadnjič le gor. Ja, jaz sem ga videla, ko je šel tukaj dol. Bog je čisto rdeč je bil. Usmil se mi je, veste kaj mi je naložil? Da je stalo s tistimi našimi pifrčkimi sošolkami, koliko je visoka ta stavba. In se mi zdi, da je on pogruntal mene, da se on meni zdi totalno seksi, ne? Ampak jaz sem tudi njega pogruntala, da sem mu všeč. Meni se pa ta piflar ne zdi prav nič posebnega. Opazujem ga na treningih in ni, da bi ravno blestel. Ogromno enega napora vlaga, ampak ne samo, da ne bi naredil nobenega preskoka. Njemu so bolj pomembne odlične ocene. Da bi bila jaz na njegovem mestu, bi bila že na olimpijskih igrah. V primerjavi z mano je 0. Ma dej divo, umiri se. In sploh ne razumeš, kako si lahko ti zagledala v tistega piflarčka. Ja, pač meni se on zdi tako seksi. Veste kaj? Veste, tudi slovenščina naju je dala skupaj, da narediva seminarsko na temo Romeo in Julije! Bog! Čudno, da je dala tebe z njim. Vedno da skupaj tisti piflarski trio. Ja, mislim, mene je že videla, ne, kot njegovo Julijo. Ja, čudno, da je razvila ta neprekosljivi trio, Vohunka, Mišel, Aljaž in Ema. Ure in ure bi lahko presedela tukaj. Ja, in po kosilu se dobim z njim. Kosilo se dobi z njim. Tako je. A kaj nima zdaj enega tipa, ki je že na faksu? Kako mu je že ime? Marko, ja, pa veš, on je samo tako zraven. On mi je dal to lepo zapestnico, vidiš, ja. In to verižico. Sem dala verižico. Kje je moja verižica? Mraz je. Ni v redu. Mislim, da nekdo prihaja. Ne, noben. Joj, ma kakšna paranoja, ta vohunka. Kaj sem že? Ja, sem hotela reči, no, ta verižica, ne, verjetno sem jo pustila tam na nočni omarici. Ampak, veš, kakšen problem imam s to verižico? Veš, kakšen problem? Nobeni uhani ne pašijo zraven. Res, v soboto sem vse preiskala in nič nisem našla. Nič. Kaj delaš? Kaj razmišljaš? Imaš vrtoglavico? Kaj gledaš? Gledam. Kaj gledaš? Nič. Cesto. Ljudi. Nemo, kaj lahko pogledate? Ma dobro sem, poglejte. Tam dole neka punca gleda z okna. Ma daj gleda nekoga na cesti. Ja, to pa je zanimivo, kaj ne, punca? Ma daj poglejte. Juhara je. Najbrž je vedno sama doma.
To življenje, ki ga živi, ne osrečuje. Gleda veselo družinico na cesti. Maha jim. Ja, maha jim. Ne, čakaj. Verjetno je to njena teta. O, skupaj se smeje in pije čaj. Mama, kaj ta govori? Zmišljuje si. Ma itak. Vedno sem vedela, da ima probleme. Preveč problemov. Ja, ampak dokler se tej problemi ne tičejo mene, me prav briga. So pa to take zgodbice, kot je tista s Čikom in vohunkom, se tukaj vse konča. Vidite? Ja, poglejte, mama zdaj pokriva z dekico. O, Bučo sladko zaspi. Ma ni res, Liza, nič ne moreš videti tukaj. Ja, lahko. Misliš, da spet nekdo gre, moramo iti nazaj. Dej, kaj gremo? Ja, da igramo. Dobro, pa kje ste bili? Oprosti, ne si držal profesor. Jaz sem pa morala nujno nekaj preveriti. Spet Spet si špenirala. Ok, verjemite mi, da boste še hvaležna, ko razkrinkam te važičke. Fizika? Ja. Evo ga, sem že rešil prvo nalogo. Si še dobil? Ja. Da, kako hitro. Narobe. Konj prav. Preveri boljše. Koliko kilopaskalov meri tlak 118 metrov pod morsko gladino? Zračni tlak je 101 kilopascal, gostota morske vode pa je 1030 kg na kubični meter. Ja. To je pravi rezultat. A dobro, sem pozabil na ta parameter. Ja. Ja, to ni pravi postopek. Je pa pravi rezultat. Dobro, kaj boste nehali? Imamo zdaj narediti celo fiziko in meni se mudi na trening. Zame je to pravi rezultat in se ne mislim več vedeti glave s tem. Meni gre prav na živce, da si ljudje ne odjemejo čas za opazovanje. Človek bi si rabo vzeti čas. Veste, da podrobnosti veliko povejo ljudje. Če nimaš pojma, koliko časa moraš žrtvovati, da pri treningih sploh opaziš napredek. To je dolgotrajen postopek, ne pa fast food. Jaz sem lačna. Grem samo na en kospice. Ma ne morem. Takoj po šoli me pobere tata in gremo na kosilo. Dobro, kaj boste nehali bluziti? Boste nehali bluziti? Kaj si tako živčen? A ker se mudi na trening, saj sem vam rekel. Ker se po fiziki dobiva z divo. Diva! Jaz, profesorica slovenščine je dala skupaj pri seminarski slovenščini. Si predstavljate, da predstavimo na izviren način Romeo in Julija. Prosim? Neverjetno. Te bom rešila s svojim šarmom. Realno tudi tega se ne bi dopisal krasni voli. Ok, ampak te važičke bojo živile. Ok, poglejte, kaj sem našla na balkonu šole. Dokazni material. In kaj to? Kaj je to? Kot razvidno je to cigaretni ogorek, ki ga je nepremišljeno pustila ena od važičk na balkonu. Zbirам dokaze, s katerimi jih lahko zašijem.
Veste, kakšne posledice bi bilo to za njih, ne? Kajenje je na šoli prepovedano. Kaj misliš s tem? Pa vedno imajo kakšen grd komentar o mojem izgledu. Rada bi jim zaprla usta, ko že vedle, s kom imajo opravka. Veste kaj, res ne morem več. Mudi se me na trening, imaš še tono dela. Matej, tebi se že obredil od tega športa. Pa se igram tudi jaz. Na kosilo. Čau, čau. Ja, mama? Ja, te že čakam, ja. Pred šolo sem. Okej, dobro, ajde, čau, čau. Pa zakaj spet noben ne gleda Post Today? Ma veš kaj? Jaz bom kupila lajke, briga me. Kako kupovati lajke na TikToku? Strezni se, malo strezni se. Okay. Hej, javljam se live! Wow, hvala za vse lajkne na mojem prejšnjem storiju. Evo, oglejte si moj nov story z balkona. V glavni vlogi Liza. Ali se ji blede? Je nora? Kdo not? Pa kaj delaš ti tukaj? Ja se lahko premakneš vsaj 10 metrov stran od mene? Jaz čakam. Snemaš? In kot to je javni prostor in se lahko postavim kamor hočem. Tu je pred tvoj nos, če tako želim. Pa ne skrbi, se da ne bom dosti motla. Ne tata pobere čez par minut. Če bi bila jaz v tebi, bi si za nos kupila nova, malo bolj trendy očala, ker si še tvojega novega kaj. Pa sem videla,
da imaš nek nov profil in wow, res dosti sledilcev. Ma iskreno povedano, sploh ne vem, zakaj ti sledijo, ker je ta tvoja vsebina toliko za nič. Se pravi, da si vseeno tudi ti pogledala in da je pritegnila tudi tvojo piflarsko pozornost. Ampak ne skrbi, itak ni za tvoj profil ljudi. Moja ciljna publika je čisto druga več, ne piflari. Čo, tata, kje si? Gužva. Ni res, sem pogooglala in stric Google ni kazal nobenih zastojev. Koga si šel iskat? Zakaj? Pa kaj prav danes mi jo rabiš predstaviti? Pa si rekel, da greva sama na kosil. Čakaj, da ga prepovišem kaj. Zbriši! Zbriši, sem rekla! Zakaj se greš čusti ljudi? Mene ne boš imela za norca. Slabe volje smo. Mari, pusti me. Dobro. Mama, dobro, kje si? Kako ne prideš z našim avtom? Kdo je zdaj Boris? Okej, dobro, ja, pred šolo sem. Ja, tukaj te bom počakala, kam pa naj sicer grem? Slabe volje. Utihni, Mišel. Vedno je tako. Nikoli ne zna biti sam z mano in se pogovarjati. Verjamem, tudi jaz ne bi bila več. Moj tata mi bo že 6. odkar ste se ločila z mamo predstavil novo punčo. To Res pravi. In to sem zvedla zdaj. Jaz se hodila sama z njim na kosilo. In to si izvedela zdaj? Ja. Zanimivo. Zanimivo. Ja, zato ker moja mama me ne pride iskat z našim avtom, pravi, da pride z nekim novim moškom, ki bi ga mogla tudi jaz zdaj spoznati na kosilo. Razumem. Kam pa greste na kosilo? V Trst na suši. V Trst na suši? Ja, ne gremo na škance in joto, ne vem, kaj ti ješ. Mislim, se vidi, tri nedelje prav dobro. Ti mene žališ? Veš, da tudi mi gremo stati novo punco na Trst suši. V Trst na suši. Čau, tata. Kako ime tvoji novi punci? Ne, te sprašujem tako, numerološko. Aha, ok, super. Kaj tvoja mama je Marta? Ja! In tvoj tata je Boris! Mama, kaj prihajata z Borisom? Kako vem? Vem, zato ker vaju z Mišel čakava pred šolo že 1 uro. Ne, ni šans, jaz ne grem z njo na kosilo. Ja, čau, Marta, daj mi tatija. Jaz tudi ne. Ker sama se spoznavate na kosilu, saj se ne poznasta prav dolgo. Mama? Ne, mama, jaz ni šans, ne grem z njo na kosilo. Ker uživaj pa golovčka. Dobro, kaj boš rekala? Pa ne moraš tako igrati. To prav diletantsko. Če ne greš, če ne začneš normalno govoriti, nismo šel. Diletantsko? Ja. Jaz sem včeraj na TikToku preštudirala, kako se igra v gledališču. No, če si na TikToku preštudiral, bi bilo super izvedla. Nikaj pico. Veš kaj? Zakaj se tako obnašaš z mano?
vem, da sem ti všeč, ne rabiš se delati finega. A ja? Ja, vem, da si me iskal na tistem balkončku. Ptički pravijo, da si bil gor. Ti si res neverjetna. Ti si tako neumna. Si prav simpatična. Okej, če hočeš dobiti dobro oceno, boš pač moral sodelovati z mano pri tem najinem projektu, ne? In jaz sem se potrudila. Včeraj sem z mamo gledala tisti, samo da se spomnim, turški Romeo in Julijo. Ne moreš posnemati turških igralcev iz turških limonad. Diva, ti si ravno odlično oceni, če gre tako naprej, dobivaš šus. Gremo še enkrat. Ja. Prav posnemati moje igre. Prinesla me ljubezni je perut. Ljubezni me obrani sit, kaj meni to, kar ljubezen zmore. Ja. To si upa. Ti si normalno. A tega se nismo zmedli. Če si ravno kar rekel, da me ljubi. A Romeo rekel, da ljubi Julio. Aljaš ne ljubiti, diva. Ti Tarzan je Jane. Zares. Okej. Jaz sem imela oblečeno tako roza, kratko, lepa, res lepa oblekica. Se ti slika, ko prijem domov, ti se boš pa primerno temu obleku, ne? Brez kostumov bova. Ti je to jasno? Brez kostumov. A brez kostumov bova. Profesorica hoče videti najno interpretacijo. Nisi tek nijem čas za te neumnosti. Nek imam pomembno tekmovanje in veš koliko materijale še za narediti ta projekt. Dobro, ampak jaz ti vseeno pošljem slikico, ne? Sej boš dobil, ne? Pa srečno na unem, kaj ima že, tekmovanje, čau! Lepe so perge. Hvala. Kaj delaš? Sem vedela, da ne premoreš kanček prijaznosti. Nimamo vsi bogatih mamic in očkov. Predvsem imamo vsi odsotnih mamic in očkov. Kaj ti delaš tukaj? Kaj te briga? Okej, moraš priznati, da ni ravno navaden kraj. Ja, danes vse več ljudi obiskuje psihologa. Ti piflarka, da si mi tiho in da ne pisneš, da ne pisneš niti besedice, da si me srečala tukaj. Ker če kdo zve, da si me srečala tukaj, te zadavi. Se ne hecam. Hvala enako. Ne bi rada, da me imajo za čudno. Čakaš že dolgo? Ja, ne 20 minut. Kakšne barve si to skombinirala? Če te toliko moti, me ne glej! Vsaj potrkala? Ja. Odstiranje anksioznosti, kompas za samo-coaching. Kako dihati, da preprečimo panične napade? Pa svašta, kaj si bodo še zmislili? To je samo ena propaganda. Kaj ti delaš tu?
briga. Hej! Ti si meni spisala lip gloss? Ti si meni spisala lip gloss? Ti si slučajno meni spisala moj lip gloss? Nehaj! Kaj boš rekla? Kaj boš rekla? Tukaj sem zato, ker sem kleptomanka! No vseeno mi verjemo lip gloss. Oprosti, ful mi je žal. Res se počutim kriva zdaj. Ti je močnejši od mene. In ne morem si pomagati, da ne bi vzela. In potem sledi olajšanje, hudo olajšanje. In sledijo te neznosni občutki krivde. In res ne morem iti ven iz tega peklenskega kroga. BTV, moje življenje je tudi perfektno. Svojega lastnega očeta sploh nisem poznala. Moja mama je odvisna že od kokaina in ne, nimam bogatih staršev. Vzgajali so me moji zlati nonoti. Vse, kar dobim od žepnine, porabim za to, da zgledam, kot da sem bogata. Ker hočem biti sprejeta, uspešna, normalna. In tudi hočem, da pač moja mama neha. Vrata so odprta. Grem. Najverjetneje ogrevaš. Kje smo kjetni, ne? Ogrevam našo skupino. Sploh pa ne razumem, kaj ti hodi po glavi. Jutri imaš državno, ti pa se učiš. Jaz bi dala vse za medaljo. Sem gremljanec. Točno si veliko poveš, neko. Kaj bi zdaj ti rada mene? Enkrat toliko si tukaj pred mano si že vsa pametna. Vi sploh resnično ne razumem, kako tebi uspeve meni ne. Deva si priznat, treniram enkrat več od tebi, moja disciplina si ne more primerjati s tvojo. Ampak še vedno ne dosega takih rezultatov. Mogoče pa bi se moral malo sprostiti. Povabiti kakšno punca na zmenek. Smet? Kje ne počasi smet? Kaj nisi bil zdaj na zmenku? O čem govoriš? Diva je rekla, da se danes dobita. Ja, za seminarsko nalogo ni snašla. Romeo in Julija. Diva je kar zagreta zate. Sem opazil, ja? Mogoče bi se res lahko koncentriral. Kaj praviš? Kaj pravim? Ja, sprostim, s Divo. Jaz ga trenirat naprej. Tudi ti bi moral, če si želiš dosegati takih rezultatov, kot jih dosegam jaz. Sprašuješ to, kako s tako lahkoto dosegam tako odlične rezultate. Odgovor je trening. Pa kaj sta? Pa kaj bi rad od mene? Pa kaj mi nisi ti predlagala spustitve? Diva bi rada samo še eno trofejo, izbira. Si to želiš? Srečno. Čau, tata, sem že mislila, da se ne boš oglasil. Vem, da si zaposlen. Kje si? Kako v Münchnu? Kdaj pa imaš let? Kako, zakaj? Si pozabil, ne? Obljubil si, da me prideš jutri gledat na državno. Ne, ni opravičila, tata. Rekel si, da ko bom dobila zlato medaljo, da me boš prišel gledat. In prejšnji mesec sem dobila srebrno.
Uspešnost je družinska vrlina. Tata, jaz bi res rada, da si jutri z mano. Saj veš, koliko se trudim in koliko enega napora vlagam v to. Ne, mama niti ne pride. Saj veš, da je tudi ona ta vikend v službenem potovanju. Čau, mama. Sem govorila s tatijem. Ne bo prišel jutri. Da bi vteknila mogoče priti vsaj ti. Zame je res pomembno. Ne, ni samo še eno navadno šolsko tekmovanje. Mama, državno. Ko bom pa prvakinja, pa boš ponosno stala zraven, ne? Ko da mama nič ne pomenim, se obnašata. Žal, to je vse, kar znaš reči. Hvala, mama, res. Hej, jutri imam tekmo in bi potrebovala tiste steroide, ki sem jih že zadnjič nabavila. Ja, vem, da je to uporaba nedovoljenih substanc v športu. Ni problem, Keš, ti mi samo dostavi vse, ker sem ostala brez. A ja, in še vse ostalo, napiši. Kortizon, bromantan, procetlerol in rastni hormon. Ja, rastni hormon. Vem, kaj delam. Bom že sama dozirala. Lej, če hočeš Keš, mi samo dostavi vse, za kar te prosim. Še danes. Okej. Čakam. Pobiram čipe za sabo. In zakaj to snemaš? Ne vem, diva, mogoče bo to komu všeč in mi bo stisnil enega všečka. Ti ne veš, iz česa vse lahko narediš dobro zgodbo. Sej, če kdo to ve, si to ti. Edina na šoli, ki ima toliko followerjev. Ja, in ne samo na naši šoli. Pravzaprav ne poznam nobenega, ki bi bil tako uspešen. Ja. Kaj ti lahko nekaj pokažem? Ja, pokaži, diva. Kam misliš, je Čakaj, zdaj še petke. Kam mislim iti taka? Ja, to je moja predstava, ne? Seminarska, zalažem. Saj sem ti razlagala, danes ti me... Ma kaj ne boš padla s temi čevlji? Saj sem badla. Upam. Okej. Čakaj, še druga. Saj zdaj ti bom malo zaigrala, ne? Dobro, super. Saj hočeš videti? Hočeš? Hočem, potrebujem. Ja, evo. Samo da pospravim. Tako. Zakaj si Romeo? Diva, super si! Ja! Te posnamem
enkrat in boš postala takoj viralna, Marija. Viralna? Ja, pa dej, še malo. Facile d'être facile, d'être une femme. Facile d'être facile, d'être une femme. Facile d'être facile, d'être une femme. Pas facile d'être une femme. Pas facile d'être facile, d'être une femme. Pas facile d'être une femme. Je fume de ma paupier. Je fume de ma paupier. Je fume de ma paupier. Mais banquier, c'est un beau métier. Super, sì, Shimano. Druga stran, ok, così, vai così. Che stai volendo un cecchettino? Mi non puoi ma chi è? Come? Vedi che da zjutraj stava na tekmovanju? Ne, imam mogoče v šoli. Ne. Kako ni bilo? Se vidi, kaj je zgodilo. Kaj lahko pustimo zdaj, prosim, stati, no? Ja, Ma, moj kostum. še kostum. Čaki. O, Romeo. O, Romeo. Stina, mama! A to ne bo se tako blamirala pred profesorico. Znaš, kot procesnica. Pa poglej, golobčka. Sej mi prepovedala bi golobček. Ni to resno. Padaš na pri njene cenene čare. Vadi ga za seminarsko nalogo. Ja, iščem ti. In ne tekmi. Ne, ne. Veš, kaj pa verjetno šprica? Ja, sigurno šprica. Tina. Tudi pa kje si bila? Zamudili si tekmo, veš to? Pa so jo vzemo našli bledo, počala, skoro ni kaj govori. Sem mi dala vodo in čokolado. Si v redu? Se malo boljše, bom v redu. Ne vem, kaj mi je, kar naenkrat mi je ratalo slabo. Mogoče pa si noseča? Noseča? Nisem. Čakaj. Kaj pa delata Ema in Liza skupaj? Ja, mogoče ker hodite k istem psihologu. Psihologu! Vse sem vedela, da je zmešana! Ti si mene izdala? Prisežem živi duši, nisem rekla. Aha, okej, pa kako zdaj vejo vsi? Ja, kako da ti to veš, Mišel? Pa sledila sem ti, ker si se mi zdela ful sumljiva. Pač sem videla, da si ukradla divino verižico in Aljažo labelo. Kaj govoriš? Kako si nam lahko sledila? Pa ti res nimaš boljšega dela, kot pratigovati nosu tuje zadeve. Pa dobro, kaj zanikaš, kaj hočeš reči, da ni res? Ti si me, Marlice! Ti si mi ukradla prstita v prnju! Prnju! Hvala! Jaz. Ema je kleptomanka in si ne more pomagati. Si zdaj zadovoljna? Mišel, res nisem pričakovala od tebe, da me boš toliko potunkala. Sem mislila, da lahko vse tebi zaupam. Mišel, samo veš, da si prav zlobna. Bom prav naredila en video od tebi, veš, kakšen človek ne postati. Čeprav en video kriptomaniji bi šel kot po maslu. No, teh tvojih postov sploh noben ne gleda. Kaj si ljubosumna name? Da jih noben ne gleda? Si vedela, da ima čez 10,000 followerjev? Ja, kupuje jih. Glej, če si ti ljubosumna, ker moja mama in tvoj oče hodita, me ne moreš obdolžiti česa takega. In tvoja mama in njen oče, pa te so skoraj sestri. Nikdar ne bom sestra z njo. Pa dobro, kaj zdaj se delaš glup, pa si se te opazovala, ko si to gledala? Opazovala si me. Ja, poglejte.
sedeči. Dobro pa, veste grozniki, imate nosto grde komentarje o našem zgledu. Zdaj pa vidimo, kako perfektne ste, a? Zunaj biš, znotraj ste gnoj. Nehajte! Ne, draga. Ti moraš nehat. O čem govoriš? Pa kaj vi veste, zakaj ti nas vabuje? Ja, trening, disciplina. Še nehaj. No, ja. Kaj spet lahko dračiš to glupato vrečko, Mičel? Kaj je to? Kaj nadaljuje Tina? Dobro, no nehaj mi mahati s to vrečko, bom povedala. Danes sem zamudila tekmo, ker sem včeraj začerki kolapsirala. Pojedla sem koktejl enih poživil, da bi dobila spet zlato. Da bi bila moja starša ponosna name in da bi me končno prišla gledat. Ja, kaj me tako gledate? Zadnji 2 medalji sem dobila na tak način. Ne. Moja najboljša prijateljica ne bo postala tako kot moja mama. Kaj pa je s tvojo mamo zdaj? Ja, ti prav ste slišali. Veste, kako grozno je imeti ob sebi odvisneža? Nisem jaz njena glavna skrb je, ki bo dobila fucking robo, da se fucking zadane. Moram vedeti. Čisto sama sem. Liza, zato hodiš k psihologu. Tina, obljubi mi, da boš nehala in to takoj. Ne vem, ali se mi smiliš, ali sem jezna. Mislim, jaz sem te imel za vzor, to veš, ne? Ti kar tako brez sramu prevzameš 2 medalje, na tak butas način. Nisem ponosna na se. Ja, sram me je. Žal mi je, da ste te tako zavajala. Nisem samo mene zavajala. Dobro, oprosti svet, opravičujem se, res, oprosti. Ne. Meni pa se zdi, da se mogo svet opravičiti tebi. Ker od nas zahtevati nemogoče, da bi mu bili všeč. Ma to je bilo res pametno, kar si delala. No, si me snemala. Liza, obljubim, da bom nehala. Res sem se ustrašila. Joj, kakšna norišnica! Vsi se neki ženemo, se dokazujemo, tekmujemo med sabo, se žalimo. Hočemo biti tisto, kar nismo, se to žalimo, grdo govorimo drugo drugemu. A si krademo! Kaj veste, kako bolita vaš bolizem? Že ne zdaj vidim, da to prihaja iz vaše stiske. Svojo bolečino prenašate na druge. Kaj imate od tega? Tudi mi smo ranjeni, ampak za razliko od vas se ne ženemo na druge. Ja, in jaz sem se vam hotela samo obvaščevati za vse grde komentarje, ki mi ga dobrodušno namenjate. Dobro, si šla čez meje, veš. Okej, sem šla čez mejo, se upravičujem, da sem razkrila vašo timo, ampak to se moramo nehati. Tudi mir, kot pravi Ema, ima svojo bolečino. Tudi jaz sem žalostna in osamljena. Moj tata mi nosno predstavlja nove punce in sem nosno posamljena. In te vaši komentarji res bolijo. Virtualno je vse lažje, res. Lahko hitro polepšaš resnico in izgnojo sveč zlato. Izgledaš vesel, čeprav si grd in osamljen in iščeš virtualno potrditev, namesto da bi si ustvarjal resnična prijateljstva. Ja, pravzaprav ne vidimo drug drugega in se niti ne potrudimo. Zakaj? Ker je lažje tako, ker je lažje ostati na površini, je tako bolj samot. Moj bog, kako dolgo vezite. Aljaš, greva, čakaj na seminarska? Aljaš, ajde pejdi, seminarska te čaka. Naporna seansa. Ja. Mama šla na zdravljenje. No, veš kaj? Napake naših staršev niso naše napake.
Vem, da jih lahko pravijo samo oni. Mislim, jaz nisem kriva. Vem, Pač je nekako čudno gledati in sprejeti to situacijo. ja, mislim, se vem, ampak pomembno je, da smo tu drug za drugega in da se nekaj naučimo iz tega. Marjana, prav lepo klepetati s tabo. Enako. Prav to super. Dej, gremo na neko pijačo, ko hočeš. Z veseljem. Ma kaj spet ti? Kaj čakaš tatija Borisa? Ja, njegovo novo konzvanjo. Ne moreš verjeti, kam gremo. Gremo na suši v Trst. Ma ti ne boš meni verjela, Mišel. Tudi mi gremo na suši v Trst z maminim novim fantom. No, veš kaj? Malo mi je žal, da najna starša niste ostala skupaj, ker na tebi si sigurno lažje navadila kot na tisto kokoš. Koš? Ma ja, hčerka od maminega novega fanta. Tako je glupa, res dej ti jo pokažem. Kaj se tebi zdi to normalno? Poglej jo, poglej jo. Pa kaj bi šla ti z mano na en hamburger, ne se da dajeti na suši. Ma veš kaj, niti meni se ne dajte na suši, ma jaz prvo bom pico, okej? Dej. Hej, tukaj sem Mišel! Ljuzi, ne sem lačna, gremo. Okej, greva, samo malo bolj trenjočala, pa si res kupno. Jaz sem se odločila, da bom postala igralka! Super sta bila, skoraj sem umrla od smeha. Zakaj pa? Vse je Romeo in Julija ni komedija. Je bila pa malo turška telenovela. Ja. Aljaš, greva? Kam? Na zmene. Diva, naš seminarski konec. Ja, pa kje sem še vedno? Julija? Tina je moja Julija. Tina! Ja, prav si slišala. Ponovno pa poklicala Marko, da on me nikoli ne bi dal tako na čevelj. Dobro je delovala ta tvoja pinta, je verjela, je šla. Kakšna finta? Romeo in Julija. Aha, ta finta. Ja. To ni bila finta. Hvala za pozornost in se vidimo prihodnjič. Thank you.